Tudi med postom komuniciramo. O tem bi vam rada danes povedala nekaj več, in sicer morda tako, da vam preberem delček prispevka, ki je bil objavljen o moji knjigi Razstrupi se, 21-dnevni post, prisluhni si, danes v Svet 24. Med drugim je pomembno zazrtje vase. Telesa ne moremo, na primer, zamenjati, kot to lahko storimo s pečmi, ko zamenjamo gorivo. Lahko pa telo najprej prečistimo, da bi si potrebno energijo za delovanje začeli zagotavljati drugače, bolj zdravo. Prav čas epidemije se mi je zdel idealno obdobje za zazrtje vase, kajti ves zunanji svet, v katerega smo tako ali drugače vpeti, je postal do neke mere neobvladljiv in poln prepovedi. Jaz se nisem želela več prepuščati vplivu zunanjih nihal in sem si v skladu z načeli transurfinga postavila svoje pozitivno nihalo, z odločitvijo, da lahko 100% obvladujem zgolj sebe, tako na telesni kot duhovni ravni. To je nekaj, kar poudarjam tudi v kupa svetovanjih, individualnih in seminarjih o komunikacijskem odzivu. Ne moremo vplivati na misel in glavo in reakcijo sogovornika, lahko pa vplivamo nase. Odločila sem se oktobra lani za 21-dnevno postenje. Želela sem si, da po postu nekako energetsko vzcvetim, si napolnim baterije, z občutkom, da sem naredila nekaj čudovitega za svoje telo in dušo. In rada bi vam povedala, da je v bistvu izkušnja posta predvsem izkušnja, da komuniciramo med odtegovanjem hrane dejansko najbolj in v prvi vrsti sami s seboj. Torej, posta se dejansko lotevam s komunikacijskega vidika. Eden od poudarkov je, da premika meje in kreiram. Kar sem ob postu zaznala, se namreč nanaša tudi na intuicijo. Intuitivno razmišljanje se namreč dogodi brez nekega logičnega sklepanja. To pomeni, da pridemo do rešitve, uvida, brez nekih postopkov in dolge razlage. Rešitev se nakaže sama. To pa je mogoče seveda šele takrat, ko se naš umiri, ko se dejansko upočasnimo. In post nas tudi v gibalno razmišljajočem smislu upočasni in nam omogoči večjo duhovno gibljivost ter posledično višjo raven umirjenosti, odprtosti in ustvarjalnosti. Mogoče bi vas rada opozorila še na en vidik, da je med postenjem dejansko priložnost tudi za rušenje nekih iluzij. Namreč pridemo v fazo, ko se osvobodimo vnosa hrane kot takšne ter pridemo k svobodi telesa in duha za boljše počutje. Ob telesnem postu namreč izvajamo tudi duhovni post. Enostavno prečistimo svoje misli tako, da se naša osredotočenost preusmeri na tisto za in za seboj pusti vse misli, navade, pričakovanja, ki so povezana z odvisnostjo od nečesa, kar nam dejansko ni prinašalo ali nam ne prinaša želenega dobrega počutja. Pomembno je, da v sebi zrušimo nekaj iluzij in splošno sprejetih prepričanj. Eno takšnih, s katerimi sem se med postenjem srečala, je bilo, da je to stradanje, da telo ne dobi sestavin, ki jih potrebuje. In morda je prve 3 dni k temu pripomoglo resnično tudi intenzivno nalivanje s tekočino, ampak jaz preprosto nisem bila lačna. Priznam, da je k odsotnosti tega občutka zagotovo prispevala tudi moja miselna usmerjenost oziroma trdna odločitev, da se intuitivno zastavljenega posta lotim in ga tudi izpeljem, pa vendarle se občutek lakote tudi pozneje ni pojavil. No, ko govorimo o postu s komunikacijskega vidika, je zelo pomemben notranji nagovor, tudi o tem si boste lahko prebrali v medijih, o moji knjigi. Pri notranjem nagovoru je pomembno, da se osredotočimo na imam in ne na obilje pomanjkanja, tako pri dietah kot pri postu, torej pri kakršnemkoli sistemu čiščenja svojega telesa in duha, je pomembna naša fokusiranost, osredotočenost. In
Jaz se med postom nisem odločila na to, kaj ne bom jedla, in tudi zato ničesar nisem pogrešala, ampak na to, kaj moje telo potrebuje, da se bom počutila boljše. In spremeniti moramo torej svoj notranji nagovor. Ne govorimo si, kako bi se mi zdajle na primer prilegla lepo zapečena divjačina s hrustljavim krompirčkom, ampak sprejmeš odločitev za post. Veš, na primer, da se vsaj za 3 tedne od nečesa poslavljaš, zato da boš lahko okusil nekaj novega ali nekaj pripravljenega na drugačen način, in potem se notranji nagovor glasi: kaj bi še prijalo mojemu telesu, da bo presnavljanje boljše, da ga bom še bolj temeljito razstrupila, a ne? In odgovor pride, če si prisluhneš. In temu tisti, ki so kreatorji, torej ustvarjalci svojega življenja, v še tako težkih okoliščinah pravijo ali pravimo, da se nekako uskladimo sami s seboj, da se prepustimo intuitivni akciji ali navdihu, ob katerem dobimo potem pravi impulz. In v knjigi in tudi v današnjem članku poudarjam, da teh notranjih nagovorov, impulzov ravno v času čiščenja, postenja pride kar veliko. Imam še. No, zdaj pa že kar preskočilo. Vmes je bila še tale fotografija. Na velenjski televiziji smo se kar dobrih 20 minut pogovarjali o moji komunikacijski izkušnji čiščenja telesa in duha. Oktobra lani, ponovila jo bom v spomladanskem terminu od 1. do 21. aprila, zato vas vabim, da se resnično brezplačno prijavite na kanal Razstrupi se, prisluhni si, ker bomo kar veliko tovrstne tematike tukaj obdelovali, razstrupi telo, duha, dom, okolje, skratka detox yourself na vseh področjih življenja. Mislim, da je to tisti plus, ki ga tudi lahko iz tega obdobja izrazitih prepovedi, omejevanja in epidemije, ki se je zazrla vse pore našega življenja, privoščimo si to mogoče delo na sebi, na naši notranji rasti. Tudi Celjan je nekaj o tem zapisal, mestni časopis. So mi bili pa zanimivi seveda tudi odzivi tako znancev kot dobrih prijateljev, ki so prebrali knjigo. No, če povzamem Moški svet, Branko je na primer napisal, da je ena redkih knjig, ki jo je na mah prebral prvih 55 strani kar takoj. Janez se je zelo razpisal, mene se je dotaknilo to njegovo spoznanje, da se mu mogoče zdi najbolj pomembno, da kar naprej človek nekaj poskuša, spremeni, da nikoli ni prepozno. In tukaj se strinjava, da dokler si se pripravljen učiti in naučiti nekaj novega, toliko časa se dejansko počutiš živega in nimaš občutka, da gre življenje mimo tebe. Tudi Primoža se je knjiga dotaknila, in sicer pravi, da se posta še ni lotil, mogoče niti ne razmišlja o tem, ampak so se ga mogoče dotaknila bolj tista poglavja, ko govorim tudi o nujnosti meditacije, sproščanja, skratka tudi nekje krepitve telesne energije, ko se lotimo tega, kaj bomo popili, pojedli, je pomembno, da vzdržujemo tudi telesno kondicijo. No, Brane pravi, da je knjiga odlična in da človeka resnično pripravi do tega, da posluša sebe, in ujame tisti trenutek, ki si ga nameni. Tudi Upokojencu zvon, to je bila knjiga odlična, pravi, da mu je celo žal, da je že pred leti ni imel priložnosti vzeti v roke, kaj češ, napisala sem jo po oktobrski izkušnji, šla je 23. decembra lani v Celju in dejansko je še samo kakšnih 10 izvodov na razpolago. Tudi ženski sta prispevali svoj pogled, več mnenj je, seveda izbrala sem jih samo nekaj.
in Metka Storšič je bila moja prva bralka in pravi, kot tudi jaz včasih rečem, ne, da jo je očitno ta knjiga poklicala, prišla je ob pravem trenutku. Tudi Tini iz Kranja je bila všeč, pravi, da je to koristno branje, nekakšen opomnik, a ne, in tudi kakšno koristno navado je prevzela, tako da pravi, da je opustila takoj jutranje pitje kave na prazen želodec, a ne, in se, tako kot na primer jaz, odločila, da bo najprej popila malce mlačne vode z ingverjem, limono, medom. In tudi sama sem prepoznala, ne, da nas ta stres vsakdanji peha, da zamenjamo lakoto in žejo, in tudi Tina pravi, ne, da smo se nehali poslušati in da bi se lahko v družbi sploh bolj učinkovito, kakovostno, pošteno pogovarjali in komunicirali, je seveda imperativ, da najprej prisluhnemo sebi. Začnemo lahko tako, da prisluhnemo telesu in seveda spet vzpostavimo neko notranjo skladnost in ravnovesje sami s seboj, prisluhnemo tudi temu, kaj želi naša duša, ne samo, kaj nam diktira razum. Če bi radi posegli po knjigi, sem tukaj objavila, kje v slovenskih knjižnicah so jo že obdelali in je na razpolago bralcem. V Žalcu mislim, da jo še pripravljajo, so jo tudi naročili, Škofja Loka, je pa že tukaj, skratka, nekje je še knjiga v fazi dostave. V knjigarnah ni dosegljiva ali na prodajnih policah, lahko pa jo naročite pri založniku, torej pri meni, v Kupa, tipkate naslov spletne strani in boste prišli do naročilnice kupa.si in potem /knjige in akcija. Jaz vas vabim, da se pridružite novemu portalu, Youtube kanalu, no, Razstrupi se in prisluhni si. Zakaj? Zato, ker je ta knjiga nekje povod, da nastane neka širša poslovna zgodba širjenja neke zdrave skupnosti, kjer boste lahko vsako nedeljo in sredo prisluhnili mojim različnim video nagovorom, prispevkom na temo Razstrupi telo, razstrupi duha, razstrupi dom, razstrupi okolje, nekje detox yourself. Skušala bom vse to početi seveda tudi z različnimi partnerji. Že danes si lahko na portalu pogledate mojo zanimivo izkušnjo v kisikovi komori, ki sem si jo privoščila ob koncu posta. No, vsak zadnji petek v mesecu pa načrtujem intervju, zdaj preko Zooma, na daljavo, pod naslovom Prisluhni si z Biserko, prvi bo 26. februarja in jaz sem prepričana, da bojo moji sogovorniki takšni posamezniki, ki so v življenju že premaknili neke notranje in zunanje meje in si znajo prisluhniti in bo zanimivo prisluhniti. Torej, vabljeni, da se mi pridružite na portalu. Srečno.